teh gob, ki ste se jih pripravili, eno čisto preprosto vprašanje, kaj gobar mora znati in poznati? No, gobar vsekakor mora poznati najprej stropene gobe oziroma tiste najvažnejše. Vendar to se včasih zdi zelo težko, ker gob je strašno dosti, vendar v bistvu ni tako komplicirana stvar. Najlažje se seveda gobarji to naučijo, če se vključijo v kakšno gobarsko društvo. Gobarske družine danes obstajajo že pravzaprav po vseh večjih krajih, v večjih mestih v Sloveniji, tako da ni problema, kajti važno je to, da se z gobami čim večkrat srečamo. Prvič si človek ne more zapomniti vsega, tako tudi tukaj, kot vidimo to razstavo, je naenkrat preveč gob. Za začetnika gobarja je gob preveč. Vendar na teh srečanjih gobarskih počasi človek ujame tisto bistvo, kar mora znati, bolj kot imena gob, to je tisto, kje se treba paziti, kje je najbolj nevarno, da se lahko zmotiš, da namesto užitne gobe pobereš stropeno ali pa obratno. Doskrat je celo tako, da ta pravila so tako pomembna, da niti ni nujno, da človek pozna gobe po imenih, ampak da pozna tiste važna pravila, da si to zapomni, potem skoraj ni mogoče, da bi se z gobami zastrupil. Tukaj sem zbral nekaj primerkov takšnih gob. Seveda, najprej moramo vedeti, da z gobami se bomo najprej zastrupili s takšnimi, ki imajo od spodaj lističe. Torej, če vse gobe razdelimo na dve veliki skupini, potem tam med cevarkami ni kakšne hude nevarnosti, kajti obstaja samo ena stropena vrsta, to je vražji goban, ki si ga lahko vsak zapomni, zato ker ima rdečo trosovnico, zelo svetel klobuk in vse druge cevarke so nekako pogojno užitne, če jih prekuhamo, vodo odlijemo, so užitne. Kot seveda tudi vsi užitni gobani, ki imajo belo trosovnico, ali pa če je kakšen grenek, se z njim tudi ne bomo hudo zastrupili, ampak tale vražji goban, pa tudi če ga prekuhamo, s tem bi se res lahko zastrupili. Zato je pomembno, da si pač tega vražjega gobana zapomnimo in potem lahko praktično nabiramo vse cevarke brez kakšne velike bojazni za kakšno veliko zastrupitev. Ampak kot sem dejal, pomembno je to, da poznamo gobe lističarke, kajti med lističarkami obstaja nekaj hudo strupenih vrst, smrtno strupenih. Seveda, zadnje čase že kar vsi naši gobarji korajžno nabirajo dežnike. Dežnika ni težko spoznati, ker ima, prvič, ker je goba zelo velika, potem ima takšen trden obroček, da ne odpade na betu. Od spode je veliko gomoljasto dnišče, orjaški je pravzaprav lahko tak dežnik, jih je pa okoli 10-12 vrst in nekateri pordečijo na zraku, drugi ne, to niti ni tako pomembno. Rahlo stropen je rdečeti dežnik, vrtni različek, vsi ostali so pa užitni. Ampak, kadar so ti dežnički manjši, kot je recimo tale poljski dežniček, poljski dežnik, ta je dosti manjši od tega orjaškega, vendar tudi ta je užiten, dober. Ima tudi premakljiv obroček na beto. Obroček se da premikati. In je dober, užiten, tudi bet je bolj bel. Tukaj vidimo je takšen marogast bet. Oba dežnika sta dobra, ampak če bi zamenjali z dežničkom, z majhnim dežničkom, tukaj pa je nekaj vrst smrtno strupenih, tako kot zelena mušnica. Tale smrdljivi dežniček, tega še lahko determiniramo, če ga poduhamo, močno smrdi, ampak nekatere vrste pa tudi prijetno dišijo, takrat pa pride do zamenjave lahko in se zastrupimo enako kot z zeleno mušnico. Bomo pogledali še, kako izgleda zelena mušnica, ampak zelo važno je tudi to, kajti moramo biti pozorni pri nabiranju dežnikov, da nabiramo same takšne velike s premakljivim obročkom. Tam, kjer obroček odpade ali ga skoraj ni, tam skoraj gotovo gre za strupeno vrsto. En splošen napotek, tako uporaben, največjega strokovnjaka, kar gobe zadeva pri nas? Ja, na splošen napotek za gobe bi jaz dejal tako,
Ne jemati gobe preveč z lakoto. Tudi nikar jih preveč ne pojejmo naenkrat. Gobe so pa zares odlična hrana, ampak mora biti količinsko omejena, kajti gobe so težko prebavljive in nekatere vrste tudi ne moramo jih jesti surovih, je obvezno, da jih prekuhamo oziroma vsaj termično obdelamo ali spečemo, spohamo, spražimo, kajti surove so strupene. Tudi bisernica, ki je čudovita goba, če bi pojedli surovo, bi se fajn zastrupili. Tudi zdaj v jesenskem času, ko bodo začele rasti mraznice, štorovke, je izredno važno, da jed, ki jo bomo pripravili iz teh štorovk, mora biti dobro kuhana, gobe pečene. Tudi če jih vlagamo, jih je treba prekuhati, vodo odliti in šele takrat postanejo užitne. Z gobami se lahko kar hudo zastrupimo.